Wow! What the fuck? Sorry. Aj prebil kaj? Ja, ne, hvala Bogu, da imam čez ta procesor za glas, tako da ni panike. Ja, jaz ne vem, kako bo vplival na me, ko nekaj opazim. Očitno. Kako bo na me vplival, ko z opazovalnice opazim drugi del The Office. Ja, a ne? Ja. A ne? Yep. Kdaj si ga pogledal naprej snemala? Se ne tako, ampak to, koliko pred snemanjem si ga pogledal? 2 uri. 2 uri nazaj sem spet. Jaz sem ga 4, ne. Aha. Da, ja. Jaz prvo admin povem, pa začneva. Je tako. Okay. Tale podcast je del mreže Apparatus, kjer je še par podcastov. Jih lahko vse vidite na apparatus.si, smo tudi na Facebooku, če posrčate apparatus.si in pa imamo en Twitter account, ki je tudi @apparatus_si. Daš pa ful hvala vsem, ki ste dali oceno v iTunesih. Že spet smo imeli junaka, ki si je naredil Apple račun samo in le zato, da je napisal oceno v iTunesih, Godler ima rad kondome, kar jaz vsakič znova spoštujem. Ne. Sploh pa, da si človek naredi samo in le zaradi tega account, se mi zdi, da je še malo več vreden. Ne. Da ima Jure rad gumijaste preparate. Ja, v bistvu, ja. In sam le, to so pomembne zadeve, ne. To ni... Ne, drugače pa čist brez zajbancije, pač te ocene v iTunesih dejansko tudi tako pomagajo, ker potem algoritem ima še malo rad bolj tale najm podcast in ga tako še kdo lahko najde. No, da, algoritem ta je imel rad najm podcast, še preden smo ga začeli delati. To je res. To se strinjam. No, ampak v tem trenutku pravimo 19 ocen, kar je super, in pa ta je bil kaj že Muzgar 15. Tako da hvala. Ja, ful hvala. Drugač pa Apparatus mrežo lahko tudi finančno podpreš. To pa narediš tako, da greš na apparatus.si/podpri. Ful hvala, ker zaradi tega lahko nabavljamo opremo, vse hosting zadeve poplačamo in zato ima tudi Godler tam ta audiotehnika, mikrofon in se njegov, tako zmerno rečemo. In 3 pakete kondomov. Ja, in 3 pakete. Ja, to se pravi, podpora gre tudi za Godlerjeve kondome. Oh, wow. To je, veš, zdaj, če bo že o Gervaisu govorila, ki so imeli, zdaj, ki je vse frišno v moji glavi, ko poslušam XFM, to se pravi radijsko oddajo, ki jo je Gervais delal z Stevenom Merchantom, človekom, ki je naredil z njim The Office in pa Karlom Pilkingtonom. Je tam noter ena zgodbica, ko Karl Pilkington na poti domov, iz radija domov svoji punci kupi v Boots. Si bil kdaj v Boots v Londonu ali pa v Angliji? Ne, to nisem. To je taka njihova, veš, napu tale lekarna, no, ampak imajo tako kot DM, no, tako kot DM štaciona. Aha, oziroma, kaj imajo tele v Ameriki, imajo pa... Walgreens, tako to, na to foro, ne. No, v Angliji je sam ta Boots, je ena največjih, ne. No, in je šel model domov in je na poti za Božič, mislim, ja, to je za Božič, mislim, da darilo punci kupil economy pack of condoms. Kupil, ker je bil pa so bili neki znižani in je kupil 150 kondomov. Ja, tako romantično darilo. Lifetime supply. Ja, v bistvu, ja. Tako da na to sem se spomnil, ker valjda danes govorijo že spet o The Office, ne. Je tako. O drugem delu, kaj je Downsize, ne, kako je... Work Experience. Work Experience, opravičujem, ja. Downsize je ta prvo, ja. In se za eno stvar, kar začnem. Že spet me je presenetil, na koliko stvari sta ona dva mislila, ki sta to pisala. Zaradi tega, ker veš, vsak del se po malem z nečem obada oziroma z vsem. Ta je pa zelo, v bistvu ima neko to, dare I say, feministično noto, ne. In res pokazano skozi prizmo pač vseh tipov v pisarni. Ne. Govoriš o tele photoshopani fotkine. Ja, pa ne samo photoshopani fotkine. Že na začetku, ko Donna uleti, ki je pač prijateljica, hčerka njegovih prijateljev, ki jo imajo na sestanku, ko vsi neki tako rečejo. Ja. In pa Lunga vam pošle ta zadnjega, ker šele unje šuče zmejo. I will not have her tunnel, ali kaj že. Ja, bandit willy-nilly. Willy-nilly, točno to. Ampak, veš, mi je to v bistvu še zaradi tega, ker pač
Prvo je, hoče biti z vsemi prijatelji, Brent, pa se jim malo smeji šalam, pa ena, ki je kao, ista šala, kot vse ostale, una, ki je pa preveč tam boli. Ja. Tako, ne, to pa ne, prijatelji, to pa ne. Tisti je šli pa predaleč. Ja, kje smo šli pa predaleč? Ne, da so šli predaleč, že ko so s tem začeli na začetku. Ja. Pa je še Garrett prebije, ne? Ja. Kaj ga vpraša, a ti bi šel tudi ven? Ja, ampak on to prebije. Ker reče, Brent vpraša Don, ne? Ja. Don, ko bi pa mogla narediti, če ji težijo, pa una kick 'em in the balls, ne? Ja. Pa on tako feminist. Ja, pa Gareth reče, take off your bra, pa on, do you wanna go out? Ja, you wanna go out as well. Ja, ne, zdaj, ko sem gledal spet tale del, pa se velikrat gledam, ampak danes, ko sem na novo gledal spet, sem se, a spomina že zanč rekla, kaj je v tem, ampak prav ne moreš reči izmed vseh teh 12 delov plus teh specialov, da je en del, da imaš en del najrajš. Ker so vsi isto dobri. Ja, vsi so isto. Čeprav vsi za najboljšega priznavajo Frila Freeway, ne? Ja, ne, to se mi zdi, da je nek konsens bil. Če se strinjam s tabo, ampak veš kaj je tudi fora, ne? Že spet sem, veš kaj je bilo, ti tako povedal, vsi imajo nekak isti ritem s temi vinjetkami vmes. A veš, gledamo samo fotokopirca, ki kopira. Gledamo ljudi, ki sedijo za kompom. Yeah. A veš, pa malo gledaš vmes Tim and Don, ki malo flirtata, ampak ne čist za res. V tem delu ona dva v bistvu eno sceno ima, ta sam, ki se pogovarjata, ne? Ampak cel cajt jih pa malo tako gledaš, pa polk ta Dona pride, ki se tam igrajo, on pač Riki, ta temp, ne? Pa Tim, ona malo tako pogleduje, zdaj pa ena se s Timom igra, imaš eno sceno, ampak to je vse tako, 4 sekunde pač. Ampak imajo vsi isti ritem, ne? Ja, to je res, ne? Pa je res je tudi to, da tukaj se mi zdi, da se še bolj poglobi v tale karakter od Brenta. Še bolj ga predstavil, ker tukaj pa res, jaz mislim, da so tle pošparali pri prvem delu, oziroma da ste rekli, čakaj, to je preveč za porazdeliti, ker z tega dela, ta del se cedi od idiotizma Brentovega. Ja, ampak je pa ful dober, ker ga pa postavil v kontekst te širše firme, ne? To pa ja. A veš, to je meni ful dober, ne? In pač to je tista, ne, to jaz, ki sem gledal vse te pa intervjuje, bral že takrat, ne, ki je Gervais rekel, da sta hotela imeti ful manj neke zgodbe, ne. A veš, da sta hotela imeti res, se nista hotela sploh obadati s temi downsizi, pa to je pa je bolj iz BBC-a prišlo, ne. Kao, da so rabili pač neki, a ne, saj neko kostje, na kar bojo ostalo, a ne, obesali, a veš. Ja. In se kle vidi, da je ta scena je meni ful dobro speljana, ne, kot Jennifer pride in reče, da ta Neil, ne, iz Swindona pa pač je že pač ima spremembe, ko pa ti naredil. In je že spet, jaz ne vem, jaz se tega ne moram naveličiti, ampak ta Gervaisov, ne, pa Gervaisov look, ki mu on reče, how's it going, pa on, well, great. A veš, koliko ga vidiš, da sam, oh moj bog, nisem nič naredil, ne, ker sem bil entertainer first, boss second, ne. Joj, pa da govor, pa tam dol, ko ga pele pol v skladiš. Ja, to, pazi, tisti del, ki ga vpraša, ne, ki pove, da je eno že odpustil iz skladišča. Ja, kaj je bila, kako je čakal? Julie Anderton, ja. Ne, pa še ta scena je dobra, ko on pride dol in kao on vse pozna, mi smo big family, ne, in pol kao šefa skladišča, Tofi, pa se on sploh ne obrne, pa on, glin, what? Ja, pišurje. Ti si toliko dober, ne, ker prav vidiš, da je on res sam en šefko tam, ne, na nikakršen koli način šef, ne. Sem slišala, da ste Julie Anderton že odpustili. Koga? Ne, še huje, ko ona reče, ste mogli Julie Anderton, never heard of her. Tako sploh ne sledi pogovor. Ja, ki prav Paul Brent, prav, to je pa ta firma, vidiš, ki te enkrat več ni, te ni več nikoli. Oziroma, kaj reče, kaj da te nikoli ni bilo, ne, reče, mislim, da. Ja, ampak je tako, on pač zdaj proba reševati, ker ni nič naredil, ne. Ja, pa meni ne vem zakaj, ampak meni je hilarična ta scena. Mislim, tako en moment mi je še kle full dober, ne, tako what you guys doing, ne.
In tako, that's my dog, fucking his dog. Ja, to sploh. Ampak meni je smešen, da to gledajo. Meni je smešen, da gledajo njihove pse. To je meni smešen. Ker ta šala bi bila luhla, bi bila ful bolj poceni, če bi sam rekla, gledamo dva psa, ki seksata. Ja. Ni tako, huje. To je my dog, fucking his dog. To mi je vrhunsko, ne vem zakaj. Če pa lahko rečem eno stvar, jaz ne morem reči, ker mi je boljši del kot drug, vsi so mi enako dobri. Edino, kar pa se mi zdi, pa da pa lahko vsake toliko časa poveva oziroma se odločiva za top 5 moments. Ja, to je res, ne, 5 bo preveč, ko jih poveva, tisto, kar bo. Meni v tej epizodi en izmed 5, pazi, ko govori, ko raportira v kamero, ko pravi, there's a body of intellect. There's a weight of intellect behind my comedy. Ja. Ki pa reče, mislim, lepš ne mogu narediti. If I were to name 3 geniuses, I wouldn't say Einstein, Newton. Gandhi, mislim, da je Gandhi, še zdrav. Ne, se pa pojte v tem, če mogu našteti 3 genije, ne bi rekel Einstein, Newton, a veš, zmanjkamo enega, ne ve. Ja, to tako je, ja, ne ve, tre. To mi je smešno. To je v redu, ja. Ne, pa ta scena meni to v redu, jaz sem šel pol googlat, vse te, ki jih on pol pove, ne. In so pač taki... Ja, Milligan. Ja, veš. Everett, Cleese, Sessions. Ne, ni tako, ampak je Milligan, Everett, Cleese, pa pauza, Sessions. Sessions ima pauzo vmes. To so te, ne, ko bi rekel, mislim, Spike Milligan je bil... Je to, ampak tako hočem reči, dejansko pove legit ljudi, no, to hočem reči. No, tudi John Sessions je v bistvu čist legit, ne. Ja, to so vse legit, on hoče sam povedati, pač, da... Weight of intellect. Ja, sej velikrat folk reče, fan Monty Python, full rad gledamo Monty Python, viš, pa ne ve, pa ve 3 epizode je gledal v live, pa se mu zdi neki noro, pa hoče vtis narediti. Ja, valjda. Ista stvar, sam, ki ga pa takole vidiš, ki pa tole mu napišejo v tem brandu, to je pa zaposcatno. Ja, res se strinjam. Pa valjda je to vse, a veš, v isti epizodi, ko imaš to šalo, ki sem jaz rekel, that's my dog fucking his dog. There's a weight of intellect behind my humor. Ja, sorry, povej. Ne, ker povej. Jaz bom pa tako, to je moja, bom rekel, da je to moja najljubša scena, čeprav ni najbolj smešna. Ampak je, ko on Doni razlaga, to je The Office, to je to, pa se še Gerard hoče všunjati noter, ne. Ampak di se je ok, ne? Ampak pol, ki on reče tako, do you use email? In on reče, ja, pa ga vidiš, ne, tako, it's easy. Ne. Ampak, ki ga vidiš, da je poanta o tem, da valjda on ne zna uporabiti, mislim, da sicer, veš, ne, ampak jaz to ful osebno jemljem, ker vam zmeram to sceno, ker jaz mislim, da je za večino težav modernih, ne, je kriva ta prepad med generacijami ljudi, ki znajo uporabljati računalnike in ljudje, ki so še zmeram na odločevalskih položajih in jih ne znajo, ne. In do tega mi je tam je tako, meni je ful blizu, no. Čeprav ni ta največji, najbolj smešna, ampak mi je ful, it's easy. Mislim, meni je smešno, sploh pa je tako, no, to je en vic, ki rabi tako kot vino, ki bo zmer bolj smešen. Ja, v bistvu. Veš, čakaj, pazi, leta 2001, ja. Ok, ne bom rekel, da nismo imeli, takrat je bil e-mail še mal bolj povojih. Ja, pa te stvari so bile res so bile na začetku, ni tako, kot zdaj, no. No, to hočem reči, ja, imaš pač e-mail dobiš na telefon, takrat si se mogel povezati, ne vem, na GPRS, podatke v browserji. Na VAP, točno. Na VAP si se mogel. Na VAP, čeprav to je bilo tako. Ja, ne, ampak mislim, se to je še, klej že spet, ki se pokaže, da je zadeva pač res tako stara, ki ima Gareth Keenan, ne, ko ima ta svoj, kaj to, holster za telefon, ne. Ja. Noro. No. Ja, to pa je. Res, pa pol Brent, ko ponaša Dirty Harryja, tisti je... Ti, pa kako Gareth, ko mu predstavi Dono, kako Gareth jo pozdrav, ko jo z obema rokama jo prime, češ dobrodošla, to je pa naša mafija, ki je ful ponosen, da je tim, ne, kako je že, assistant regional manager. Ja, assistant to the regional manager. Ta je čisto da. No, ampak tam pri računalniku, ne, da je email easy, ne, on neki klikne in potem... Ja, to je pa... Ja.
To je pa joke epizode. Ja, to je joke epizode, kjer je nekdo, ne ve se še kdo, naredil sliko, kako je Čak Brent. Kako dva tipa pač po njemu špricata. Ja, on je pa samo v njegova faca in na telesu ženske. Ja, tako. Ne, mi je ful všeč, ki da roko čez monitor. Ja, pa kaj še najbolj smešen, ne? Čistilka. Ja. A je kdo, ki to ni videl, nekdo mi je sprintal, mislim. Ja. Ne, ta joke je ful dobro strukturiran, ker prvo je, kdo je videl ta film. In vsi dignejo roke in se obrnejo okoli in vidi čistilko, da ima roko gor. Ja. Ti lahko nimaš računalnika, pa čistilka reče, nekdo mi je to sprintal. Pa se da Brent že spet proti samo obrne in reče, kdo je to njej sprintal, pa že spet vsi roke. Pa kaj se tle še najbolj pokaže? Ne? Tukaj se najbolj pokaže šef, sproščen, car, zabavlač. Tako. Ker se pa nekdo iz njega. Z njega to pa ne gre. On hoče biti ameriški zabavlač. Ne? Res je. Pa mislim, da je imel enkrat Stephen Fry. Mislim, da točno zdaj, ko je propagiral tole svojo novo knjigo, ki je napisal More Fool Me. Ne? Aha, ja. To sem pa gledal, to sem na Netflixu bilo. Ja, tako. Ja. To čak to pa zapiske, to je res dobro. Ja, to je za pogled. In mislim, da zdaj lahko, da se motim, ampak mislim, da v enem predavanju, oziroma ne, sem se kar zmotil, ampak je pa tudi to za pogled. V enem drugem intervjuju, ki ga ima tudi v nekem gledališču, se pogovarja z enim in opiše razliko med ameriškimi komiki oziroma ameriškimi komičnimi liki pa angleškimi. In razlika je ta, da so pač ameriški omnipotentni. Aha. In vse pametni, ja. Vsi so cool, sami heroji, niso ljudje. Ni the little guy, ne? Ja, tako, niso ljudje z napako. To so, gledaš Frence, dobro se unje mal bedast, unje tudi mal trolast. Ja, ampak vsi so heroji. Ja, to je res. Ja. Pa gledaš Full House, to so vsi cari, tam res noben ni tam v teh ameriških sitcomih pa teh zadevah, kako bi rekel, ljudje z napako, tako kot je Brent, tako kot je tale, kva je že, Fawlty Towers, no? Ja, Basil Fawlty. To so vsi neke vrste failures in na tem gradijo, kako so smešni in kako ne. Tukaj se to več kot očitno vidi, ker ne bi mogel sprejeti vica, ne more sprejeti vica na svoj račun. To je ful res. Moram pa reči, da tisto, kar je pa mene malo presenetilo, pa sem jaz malo to pozabil, da je bilo v bistvu to tudi prikazano. Če se vrnemo samo na začetek, ima ta prvi sestanek, ki je še donatam. Tista scena se pa tako začne, da jih on v bistvu dejansko nasmeji. A ti veš, da sem lih to hotel reči? Ja, ne. Ampak ker je nekaj, kar se v ofisu od prve pa do zadnje epizode zgodi samo enkrat. A to je samo tle. Ja, jaz sem cel cajt grunto. Ja. Samo tle. Ja, ker tam tako izpade, da je v bistvu kao, ampak veš, meni je to všeč, pa ne da je to kao, da bi hotel pravičiti, ali pa whatever, ampak meni je to všeč zato, ker on je ipak tam že nekaj cajta šef, ne. A veš, in morajo biti tudi sestanki, ki so normalni. Ja. Veš, kaj hoče reči? Tako, ne, se mi zdi, da, veš, zato je meni tudi všeč, a veš, ta njegova, iz mene se pa na te norca delali, ne. Ja. A veš, kaj sicer pokaže ta njegov fail pa to, ne, ampak, a veš, je pa tudi ta neka, ko vsi roke dvignejo, ta neka solidarnost tam noter, ne. A veš, v bistvu dobiš vsem mal feelinga, da so pa v bistvu oni v redu pisarna. A veš, kaj hoče reči? Tako, mislim, ne zaradi njega, ne, v bistvu navkljub njemu, ne, ampak se mi zdi, da se to lahko zgodi samo, a veš, če on ni res slab človek, ne. Ja. A veš, kaj to so videli že pri Brentu rekli, ne, Brent ni pizda, pač. Ne. A veš, on je sam, pač moronko je, no, mislim, ni, ampak tako, ni pa slab človek, ne, in se mi zdi, da te stvari se morajo videti, ker če tega ne veš, ne, vse to vodo pade. A veš, pa on zelo slabo izpade v bistvu, ne. Ja, zdaj ne vem, a je to... Mislim, da je to tako mišljen tudi, da v prvi epizodi je on bolj, pa tudi na začetku druge, ker na začetku tega sestanka on njim obljublja, noben ne bo službe zgubil. Ja. Se pravi, on
nekaj časa, se pravi, ko bi rekel, koleba med tem, da hoče spasti kul šef, drug moment njegov, ki ga pa hoče izkoristiti, ne, zaradi tega, ki ga pač snemajo, je pa ta, da pa hoče spasti pa zabavlač. Ja. In v tem drugem delu je poudarek na tem, da hoče spasti zabavlač. In kjer se pa dokončno blamiram, sem pri tem, kjer Tim uči, kako plesati tam, ki se neki zabavajo. Ne? Ja, ti se pa... Ker pride on ven in 2 vica za kolje. 2 vica tako za kolje, da je zaznor. Ja. Ne, to za kolje daje nek občutek, da je v bistvu fair umrl ta vic. Ne? Až kaj večno mislim? Mislim, da ne moreš tega. To je v bistvu res tak first degree murder. Ja, mislim to. No in pol pride tale Jennifer. Ja. Tik pred tem pa, ne, tiste pa tudi, kako se Garrettu oči zasvetlijo, ki ga Brent prosi, da naj ugotovi, kdo je tisti narisal. Ja, kdo je naredil ta Photoshop, kao, ne? A si lahko jaz vzamem pisarno, da imam za zasliševalce in da žaluzije dol. Pa najboljše pa tiste falirane napisi. Ja, lahko sem še eno stvar ki mu pove. Mi je tudi všeč, da je pa ker v bistvu, kakor je Brent moronko, ne, Gareth je pa sociopat. Ne? In je pač ta scena, nekomu reče, pa lahko res rečem, da je to moja pisarna. Ja, ampak sam dokler to delaš, kaj je umirstvo. Ko te enkrat David Brent miri, ne? Oziroma, ko je v pogovoru, ne? Ja. David Brent, ta legit model, ne? Ja. Se mora zamisliti, po moje. Jaz mislim, da se... Až ga še reči. Ja. Ja, ne, to je ta... V prvem delu ni prišel to do izraza, tle v drugem delu pa res pride do izraza, ker to je pa njemu... Ja. Pa tam, ki je when I was in the army, pa Brent tako je territorial army. Mislim, tukaj je res to, kar reče Jennifer dol, oziroma, ker sta nazaj že v pisarni, reče, this is just one big boys club. Ja, ja. Kar res je, ne. On se igra z zasliševalnico, Brent hoče biti zabavlač, mislim, to je... Ja, kar epsko, no. Ampak Gareth Keenan investigates. Ja, te napisi, ja, to je preveč smešno. No. Pa tisto, ko je že, ki je pa typal, investigation. Ja, investigation. Ne moreš, no. Ja, meni predvsem je všeč, kaj pomisliš. Jaz ne vem, kako sem to prvič dojemal, ampak se mi zdi, da kle sta samo 2 dela sta, ne? V bistvu sta res samo 2 dela, ampak je, ko bi rekel, in Brenta, in Garetha, in Don in Tim, ne? V bistvu že kar veš točno, kva so oni. A veš, pa v bistvu smo samo 1 uro jih šele gledamo, ne? Ja. A veš, kaj hočem reči, ko ful je dobro to narejeno, jaz ne vem, veš, so itak vse interakcije skoraj sam med njimi, ne. Sam se mi zdi tako res, ne vem, tak nek posrečen timing ima, vsega je glih prav noter, nič se ne vleče. Ne, ni, ena črka ne moreš ne vzeti, ne dodati. Ne dodati, ja. No, pa, sorry, ta interrogation room, tam, ki je z Big Keithom, ne. Ja. Tisti je vrhunsko. Do you know who made the picture? Yes. I mean, no. Interesting. You said yes. Ja, to je ta vrhunec teritorialne obrambe pač in zasliševanja. Misliš pa še en moment, ki ga vpraša, ki reče Jennifer Brent, da je imel glih danes zjutraj govor, ki je vsem povedal, da ne bo noben zgubil službe. Pa prav, zakaj si to rekel? Rekel, zaradi morale, ne? Mislim, ne moral, zaradi, kako je to, no? Ko se reče po slovensko, vzdušje ali kaj? Ja, vzdušje, ja. Sej morala, sej vzdušje, ja. No, tako, pa prav ona, ja, ampak na dolgi rok bo to zihar slabo za vzdušje, ker bomo jih mogli odpuščati, ne? Ja, in pa bo zdaj, in kam ga vidiš, ker se čisto sede vase, ne? On se sede vase, pa reče, they won't remember. Stari, je pa to je... Ne more, prav klicu bi jih, pa bi rekel, dej ne deli večjega idiota. Ne deli večjega idiota, ker se mi zdi, da je res tak človek, ki zajaha, ta Riki, ne. Ja. Ki zajaha, bo pojahal do konca in to je... Ja, to je... Mislim, sej tudi ga najbolj pojaha do konca, pa o tem se bomo pogovarjali, ko bodo do tega prišla, ne. To je
Christmas special. Christmas special. Dobesedno, jaha, pač to je. Mislim, v nič pač lik do konca, v ničega, ne moreš naprej. Ja, ne da se nič več narediti. No. Ne, res se ne da več nič narediti. Kje so pol? Aha, ok, zdaj jaz bi se polkar premaknil v še ta drugi, ta glavni point, kjer Jennifer znori, to, kar si rekel, it's just one big boys club. Ja. In uleti so gorne in Gareth pride noter in reče, jaz sem pa zdaj, kdo je sliko naredil. In ona tako, can't this wait, Ja. On tako, it can, but, ampak ti veš, da sexist pornografija, kar je meni najboljša fraza ever, pa seksistična pornografija, mislim, da bo kar naslov te epizode, sploh me ne zanima. Mora biti. Ja, resno. Druge ni. Ja. Druge ni, ne, pa to je, to je spet en 5 najboljših momentov, pazi, kjer Gareth Brentu pove, da obstaja pač v browserju history. Ti si preprosto. Stari, to je neverjetno. Kaj vidiš, ko začneš švicati? Ja, pa ne samo, da začneš švicati, ker Gareth mu hoče pokazati, mu miško vzame. Ne, on tako reče, kako smo zvedeli, šel sem čez vse računalnike, zato ker si računalnik zapomne, a ne vse, kar je na kjerkoli spletne strani si šel, ne? Ja. In on tako, res, a se to da zbrisati? V bistvu bi mogli zbrisati. Ja, kašen. We should really. Ja. Ne, pa najbolj kul je, ko poišče, kaj že, sex fetish. Sex fetish. 2000, ne vem koliko matches. Matches, pa, let's click on one of them. Yeah. Kako je že, Dutch girls. Dutch girls must be punished for having big boobs. They must be rewarded. They're equal. They're all equal. They should be rewarded, if anything. No, they should be equal. Ja, to je, ko gre politična korektnost narobe, se te reče. Ja, mislim, pa dober je tisti moment tudi, ki kaže Jennifer lih takrat, ki noge preklada. Ja. Mislim, to je... Te mini momenti. Mini momenti, kako je to vse na mestu. Ja, to je kar malo kičasno. Mislim, ta sestanek je sploh dokaj vrhunski. In pa on znori in gre ven, ja. In jaz bom zdaj težil timu, Ti si tudi fail vseh failov. Kad tim reče, a že Columbo ali Sherlock, se ne vem, kjer ga reče. Da je po gruntu, kao Gareth, da je naredil na njegovem računalniku te slike. In Brent oboli in tle ga vidiš, ko hoče biti proper boss. Tle vidiš, da zna, mislim, da zna, da tako, da zdaj pa treba bilo, in je rekel, hey, you're taking the piss, ampak to ne smemo, it's degrading to women. Jennifer je zraven ga gleda, tako odobrava, povej. Trigger je ta, ki mu ona reče, da ni man enough. Ja, da ni man enough. Ja, jaz mislim, da to je trigger. Res je. To ga ven pože. Ampak kako je on ponosen, še to, kako je on ponosen, da je on odobril investigation. Ja. Licensed by, carried out by. Pa ne, ampak ful mi je dobro, ker je tako, te zadeve že spet ful hitro povem. Licensed by, carried out by. Bum. Ja, kaj čist drug timing se mi zdi, kar je, mislim, da je eno čarov Brenta ali pa sploh Gervaisa pa Merchanta. Kaj je kar mal drug timing, ki ga imajo ostali. In pol spet kaj naredi, spet pokaže, kakšen kreten je to res, ker mu pa povejo, da je pa to naredil Chris Finch. Ja, njegov največji prijatelj, ki ga do zdaj še nismo videli, smo ga slišali samo do zdaj. Tako. Ja, in se sliši kot en res slab človek, kako govorniš. Pa kar naenkrat več ni problem. Ja. No, jaz sem mislil, da je bilo to smešen, sam ne smemo. In pa mu ta star model, ki ima par lajnov v celi seriji. Začali. Ja. Ja, a zdaj, kaj pa Chris Finch, pa kar naenkrat vse v redu. To je pa najbolj pol. Let's have a laugh with women at ourselves, ali kaj že reče. Ja, mislim, zakomplicira tako, da nič ne pove. Ja. Ne, vicemo, to je... Neizmišljen lik je, zato je tako smešno. Ko vidiš, da mu reče, da se pa upravič timu, kakšen ima ta idiotski ponos, noče upravičiti.
Mislim, potiho reče. Potiho reče, Sullivan. Nekaj tako, ja. In, a boš povedal Finču, da ga ne bomo več rabili, zdaj bomo pa enega bloody good rapov pustili zato, ker se je mal pošalil. Ja. Let's stop degrading women. Ampak v bistvu je cela epizoda v tem. Cela epizoda je v bistvu pač res o šovinizmu, kakorkoli obrneš. Ampak o tem, vse prisotnem, ki ni v bistvu, ki ga folk sploh ne zazna, sploh če si tipne. Až ki ga realno gledam, sploh ne zaznaš. Ampak pa ga on pokliče. Ne. Ja, to je pa kako je to, crescendo, to ti veš, ne? To je tisto, ni. Veš kaj je, to je crescendo v popoln, kako se reče že, crescendo v disonanco. Popolno. Ja, ker cela epizoda v bistvu builda do tega trenutka, ne? Ima pa jajca, ne? Ja, ima pa jajca, pokliče, on kao pokliče in začne Finč, ne bomo te več rabili, to ni bilo v redu, ne? Ja. Pa vidiš, kot Jennifer, ki je malo sumljivo gleda in pritisne pač speaker, ne, na telefonu, ne? In glik slišiš ob znaku bo ura. 4:21. Ja, in pa je tu. Ja. In tisto, kar mi je pa najbolj tle, ne? Ja, kako zaključiš to sceno, ne? In klej sta pa ona dva genija, kar se mene tiče. Ker klej bi vsi dali 2-3 stavke vsakmu, ne? Ja. Ona da sta dala pa samo, da Jennifer reče pathetic in v isti sekundi Brent reče is it? Ne. Ja. To je pa zaradi tega je The Office cool. Pa še reč, masterpiece od scene. Mislim, od epizode je tako, ampak od te zadnje scene rečeš masterpiece. Pa kaj naredi na koncu? Čisto zadnja stvar, ko je pa reče tale, ki ga Freeman igra, čisto pozabil sem, komu ime. Tim. Reče, a veš zdaj pol, koliko je ura? In pa je Fade to Black. Ja, ne moreš pa kako lahko še tisti. Ne, veš kaj je forakle? Tudi če ne bi bilo tistega vrhunca za pathetic izid, ne? Ja. Lahko bi samo šli stran, pa bi bila to čisto vrhunska scena. Pa imaš pa še pathetic, še izid, pa imaš pa še does anybody know the time. To je bolano. To se res ne zgodi. To se ne zgodi. To je malo sitkomo, ki tok cajta lahko napeljajo te stvari. Ne, to se ne zgodi. In pri tem, da sta to pač napisala dva modela, ki sta bila v pisarni zaprta in skupaj pisala. Ja. A veš, to je malo bolano. No. To je res malo bolano. Ker je pač, ko bi rekel, gostoje, no, to sem že enkrat rekel, ampak ta Office je res gost. Zelo, zelo je gost, v najboljšem pomenu te besede. A veš, ampak je noro, pa tudi za nazaj, za celo epizodo razmišljaš. On na začetku se zlaže, da je nekoga odpustil. Na koncu v bistvu laže, da nekoga odpušča. Dejansko, veš. Prav rekel bi mu, pa dej bod malo prizanesljiv. No. Ne moreš takega idiota delati z tega lika. Ja, noro je. No. Ker to gre samo še naprej. In kaj je najbolj strukturiranje? To, da se res dobro vidi ta prehod, ker na začetku, ne, prva pa druga epizoda, zdaj sploh, se dejansko mu še gre nekako za te ljudi, oziroma da dajo vtis, da je dober šef v smislu poslov, v katerem je. Ne. Ja. Ker on se v naslednjih epizodah, mislim, ki sledijo pa to, on rada čist odplaval to, da bo pa on zdaj komik pa. Ja. Pa entertainer. To je Gervais rekel, ne, da pač je to, ne, ker na človeka kamero postaviš, ne, in večina ljudi misli, da pač mora nekaj početi. Ne, in kako že on reče, da je flattering. Ne. Ja. Da se ti fajn zdi, ne, in pokaj se ti fajn zdi, hitro lahko začneš razmišljati, lahko bi pa, mislim, kva. Ja. Zakaj pa ne jaz, ne? Ja. Zakaj pa Godler po TV-ju, recimo? Ne? Ja. Veš, kaj mislim? Ne, res, veš, da bi samo enega, veš, ne, to je to. Ja. In pač ti probaš, ampak ker si pač tam en model, ki fura papirnico, nisi glih well equipped, ne, zato da boš po TV-ju, ne. Se sploh, ko ga vpraša dol, ko sta v warehouseu, ko on ne reče, da
da je tako kot del telesa, ne? Da je pisarna, dobra pisarna. To je vrhunsko. Ja, to je tako vrhunsko. Pa pomembno je, ker reče del telesa, oni gor so usta, ki prodajajo. Ja, potem te dol so roke, ki nosijo papir, ne? Which part are you? In tle že spet vrhunsko narejen, ker on na sekundi odgovori, ker o tem razmišlja. Ja, probably the humor. The humor, ja. Ampak ne, tako, interesting you ask, ne? Ampak to on reče takoj, ker vidiš, da o tem dejansko non-stop razmišlja. Ne? Ja. Ni tako, da je to ga presenetil, pa da on pola, ne? On ima odgovor na ta vprašanje. Ja. Kar je beyond epsko. No? Ampak ja, in on je del telesa humor. On je humor. On je humor, ta vele znani del telesa, ki se ga da operirati in vse. Humor. Kašen kralj, res, to je preveč dober. Ne, to je, ne vem, no, to je, mislim, tašna popolnost, se pravi, edin še, kar pride upoštev, pa pustimo Monty Python, ki je stvar, ki funkcionira na drugem nivoju, oziroma je čist sketch show, ampak poleg Fawlty Towers ne vem, no, s čim bi lahko to primerjal. Ja. Jaz moram reči, da mi je ta še zaradi tega formata, ki je dokumentarc, pa so te handheldi, pa talking headi, pa to ne. Moram reči, da mi je še bolj, Fawlty Towers je sam bolj odmaknen stran od mene, ki bo to ktajta nazaj narejen. No. Ja, to je res. Zaradi tega, ne, mogoče, če si iz une generacije, ti je pa isto blizu kamen, recimo ta Office. Ne. Ja, res je tudi to, da so tele, da če gledava tle, kako je popolno ena stvar napisana, ne, potem sem bolj takole mislil, ne, recimo za Fawlty Towers je tudi tako gost in odlično napisan, že samo, če bi bil napisan. Če bi bil, ja, štekam. Ja. In isto The Office, ne, isto je point v tekstu, ne, tako, kot delajo na BBC-u, ne, najprej pišejo, pa ko snemajo, se res lahko celoti posvetijo tem, ni pa tako, da se sprot dela novo, ne. Ja, se snema pa to, pa imaš pa 90% ostalega dreka, kaj je na svetu v rajonu komičnih serij, oziroma sitcomov in komedija. Ker se sam kot ali za enega dela od drug. Valjda, pa se imaš tam tudi recimo odstopanja, pa nekaj je boljš, nekaj je slabš, ampak na ta nivo, jaz ne vem. Ja, nič ni toliko spoliran, ne. Ne, nič ni toliko spoliran. To je ena tistih stvari, ki rečeš, ne vem, to je pa ena, ne vem, Mozartova simfonija 40, ali pa to je pa, ne vem, en Aston Martin DBS, ki sem gledaš. Ki pač lepa, nice creation, no, kako bi rekel. Nice creation, ja, res je stvarito, kakorkoli obrneš, ne. Ja, res. Ja. Občuduješ. Poleg tega te pa še ne smeji, ne. Ja, in to, čeprav jaz moram reči, jaz ostavljam vmes, jaz ne morem iti čez. Pa vem, kva prihaja, točno vem, kva bo. Danes, ko sem gledal, sem dvakrat vmes ostavil. Ja, res, nisem mogel. Ker je preveč grozen, sploh te je pred ta zadnji sceni. Enkrat sem rekel, jaz to ne morem. Prav ne morem, sem rekel, kva, joj, di za kva. Sem rekel, gad snima, diglej. In pa dam play. Ampak ne je to ful dobro, ker meni nič drugega mi to ne naredi. Veš, nekaj stvari, ki bi jih večkrat gledal, da bi jaz imel tako reakcijo, res ne. No. Oziroma tako, no, pa se je še kar nekaj teh, ki bi rekel, britanskih cringe-worthy zadev, ne? Ja. Ampak vse je na takem nivoju, ko bi rekel, obskurnosti ali pa vse je na takem nivoju neokusnosti, da pač je sem grozen za gledati. To je, ni pa tako, da te pa naredi, da, tako kot ti praviš, da moraš vstaviti, da ne moraš naprej gledati. To je edina stvar, ki je v mejah realizma. Tako, ja. Ki ti povzroči, da ti je nerodno gledati. Ne? Pa se pravi, vse imaš ta, pa ne vem, Little Britain, ali pa ne vem, kaj je bilo včasih kakšna taka scena, da je bilo res nekaj tako bizarnega. Ja, da ti je bilo malo neugodno, ampak ni pa na istem nivoju, kakle je ta realizem res zmaga. Ne? Ja, ali pa recimo, ne vem, pri Meaning of Life, ja. Tam, ki je on Mr. Creosote, ki se nažre pa to. Tisti je tudi neroden gledati, ampak je za enega druga sveta, ni več realistično, ne? Je na drugem nivoju funkcionira kot to, ki rečejo na pathetic, is it, ki poklopi in ki vsi obstanejo, Brent pa gleda dol v mikrofon in to traja te bolečih 15 sekund, preden gre v stran, pa pol še tim reče,
Pa ve pa kdo, koliko je ura res. Ja. To je ta posebnost The Office, ki se mi zdi, da je to težko narediti. Ja. Šokirati pa narediti, da bo neprijetno zagledati, to zna vsak. Ok, se strinjam, vem, kaj hočeš povedati. Ja, se ful strinjam. Ja, to hočeš povedati. Narediti pa nekaj, tako da se pač vsak prepozna v tem, pa da ti je res naroden gledati. Je mi ga. Ja, klej up to 11. Ne. Ja. Kjer je ostalo do 10. Ne. A ja, kaj moramo omeniti, da nova končala sam s tem. Ne. Ja, Life on the Road je dobil še drugi trailer. Ne. Ja, to smo pa videli. Ja, in jaz sem vedno bolj optimističen. Zdaj, če ljudje ne veste, Brent se bo vrnil v solo projektu Rickija Gervaisa, to bo film, se to so že parkrat omenila, no, ampak se splača sam na hitro povedati. Life on the Road, kjer očitno bomo njega spremljali, ko res proba biti muskontar. Ja. In je zdaj drug trailer, bom dal v zapiske link, pa si to pogledajte, ker ne vem, jaz moram reči, da jaz sem kar, ti vem, da nisi toliko bil navdušen po prvem trailerju, ne? Ne, po prvem trailerju nisem bil, ker se mi je zdel... No, v čem je bil problem? Zdaj, ker sem še drug trailer gledal, problem je bil v tem, da je preveč jokov je dal noter spet v full kratk, pač koliko je travi 2 minutki in je bilo tako nametano, da sem rekel, Jaz vem, zakaj je bilo to tako narejeno. To sem ti že rekel, to so se privat pogovarjali. Ti še enkrat objasnim, če češ, če te zanima. Ja, to je zato, da jih spomne na Brenta. A veš, to je pa sam zato narejeno, da to je pa zdaj že 15 let od The Officea, ne? A ne, lejte, to je še zmeraj Brent, še zmeraj je Moronko. In potem tisti najboljši zvočni efekt v zgodovini človeštva. Ti si mogoče najboljša stvar, ki sem jo videl v kjerkoli trailerju ever. Veš, in pač mora biti tako, ampak zdaj vidiš v drugem trailerju, da bo ta zadeva imela nek ark in jaz se zdaj veselim že, tako bom rekel. Tudi jaz se veselim, sam malo me žalosti to, da ga ne bo pri nas v kinih, ne? Samo v Angliji pa v Avstraliji. Res je. Bova šla na Ryanair. Ne, sem bomo res šla. Bova šla na Ryanair, pa je pa v enega Odeona tam na Leicester Squareu, pa je to. Tako pa nazaj, pa nazaj. Pa nazaj, to je to. Mislim, trailer je tako narejen, da ti je že naroden trailer gledati. Ja. A ni, no? Ja. Vsi od Life on the Road smo še kaj pogovarjali, kaj bomo še kaj izvedeli, da namo... Ne, se bo šla pogledati Life on the Road, pa naredila pa posebno opazovalnico. Res je, s tem se zelo, zelo strinjam. Drugače, mislim, da so počasi do konca prišla, ne? Ja, je tako. Tele 11 opazovalnice. 11 opazovalnice. Če dovoliš, bi jaz admin naredil. Tale podcast je del mreže Apparatus, kjer je še par podcastov. Jaz delam enega z Pižamo o pač serijah in filmih, potem delam enega z Nahbarjem, kjer se z ljudmi pogovarjamo, in pa enega, kjer jaz se sam z ljudmi pogovarjam, kjer je bil tudi Jure, že gost. Ja. Res je. A so se mi takrat prvič spoznala, po moja, realno gledano. V bistvu res. Ja. V bistvu res. To sem te takrat povabil k sebi in takrat sem imel še okno čisto, ni bilo. Ni bilo. Ok, to je preveč. In v glavnem, Apparatus mreža je tudi na Facebooku, smo tudi na Twitterju, na srcu, linki so tudi na apparatus.si, tam vse najdete. Kot vedno pa vsem, ki ste že podporali Apparatus, spomnim, ki boste, ful hvala, ker brez tega tole vse skupaj ne bi obstajali. Tako da, če hočete podpreti, pa idete na apparatus.si/podpri, ker rabimo denar za Godlerjeve kondome. Tako, stvari so resne. Zdaj pa najbolj pomemben del opazovalnica podcasta je pa, ki pa mi napoveva, kje se nahaja na Snapchat. To je res. In dejansko hvala vsem, ki mi snefate ali Star Trek ali pa The Office. Tega sem najbolj vesel, če sem čisto iskren. Ful mi je dobro, ker na vsega dokajte dobim nekaj čisto random, ali kar se Star Trek. Jaz dobijam v bistvu 3 stvari. Dobijam Star Trek, The Office, pa Game of Thrones.
Tako da res, folk, ki samo gleda The Office, mi pošle pač TV. My nudies boš pa kar tako ignoriral. Tvoje nage slike so. Danes sem ti sebe v gatah poslal, če se ne motim. Ne? Ja, kako je bilo že? Mal za presekati, si rekel. Ja, Za presekati, res je. Kje pa si na Snapchatu? Jaz sem na Snapchatu pod istim uporabniškim imenom, kot sem na Twitterju in na Instagramu. Anzeta. Lovely. Res je. Yes. Ja, jaz imam pa pač svoj priimek. Ja, Godler. Ja, to je moj handle, my nick. Ja. Kaj si bil pa na MSN-ju? A veš, kaj si bil na MSN-ju? Ker tam si tako lahko menil, ne? Ampak vse. Na MSN-ju? Ja. Ja, zikr sem bil, ne spomnim se več. Po mojem, mislim, da sem bil kakšen Socrates. Ali pa. Ne dvomim. The big Socrates. Ja, jaz ti nam povedal, kaj sem bil jaz. Zakaj ne? Ja, dolga zgodba. Pa moramo vse drugo različiti. To me naslednjič vprašaj. Res. Čakaj, a si bil tisti Anžeta XXX? Ne. A boš povedal kaj o tem? Ne. Ne. V glavnem, če hočeš reči svoj medmet za tokratno epizodo. Godler, reče dio.